kmetijske šole imamo pri financiranju 3 probleme. Najprej je to naša zunanja učilnica, kmetijsko posestvo. Biotehniške šole imamo različno velika posestva, glede na to, v kaj je posamezna kmetijska šola tudi usmerjena, ali je usmerjena v živinorejske programe bolj, ali sadjarstvo, ali vinogradništvo. Velikost kmetijskega posestva se na biotehniških šolah se razteza nekje od 10 hektarov pa do 150-200 hektarjev. Za vse stroške na tem posestvu smo odgovorni, oziroma za vse stroške moramo kriti šole same. Ministrstvo sicer Ministrstvo je sicer sistemizirano vodjo posestva, vse ostalo, torej, kar se tiče nabave kmetijskih strojev, nabave repromateriala, skrbi za posestvo, pa je prepustilo šolam samim. Drugi problem, ki ga vidimo, so glavarine. Glavarine so za kmetijske šole prenizke, to danes bi tudi, recimo, če bi šli razpredati oziroma sesekljati, iz česa je sestavljena ta glavarina, bi videli, da ne pokrije vseh stroškov, ki jih dijaki, ki jih šole imajo z praktičnim poukom na posestvu. In tretji problem je financiranje oziroma tretji problem so investicije v kmetijstvo in sicer nabava, naprimer, da bi šola želela nabaviti traktor. Vzamemo kar primer, da šola želi nabaviti traktor. Seveda lahko kandidira na to, na različna sredstva, na razpise, vendar na podlagi teh razpisov je šola pridobi približno 40, maksimalno 45% sredstev, zmanjka jih tistih 55%. Zato se sprašujemo, kje šola naj vzame 55% sredstev, če šole večinoma, govorimo o biotehniških šolah, lahko bi pa ta problem razširili tudi na druge strokovne šole v Sloveniji, ne poslujemo pozitivno. Kajti, nakup osnovnega sredstva je možen samo v primeru, da šole poslujemo pozitivno, da imamo šole pozitivno bilanco in iz te pozitivne bilance s pomočjo tudi odobritve ministrstva lahko kupimo neko osnovno sredstvo. Kar pomeni, da smo v nekem začaranem krogu, da si novih strojev, novih delovnih sredstev ne moramo privoščiti.